Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo zdrav. Tokrat v predpraznični decembrski oddaji Pomurskih lekarn s farmacevtom za zdravje. Z nami je magistra farmacije Polonca Fiala Novak. Lepo zdrav, Polonca. Lepo zdrav vam in svem našim gledalcem. Tako lepo dekoracijo smo našli z kolegom Danijem snemalcem, da še njega predstavim tukaj. In seveda, morda tema, ki ni najbolj primerna, ampak tudi vendarle je za tole prvo oddajo. To je bolečina. Govorila bova o bolečini, kdaj nastane, kako nastane, kaj pravzaprav je bolečina, brško ne, svoj čas neke knjige prebiral, energija, ki pa je negativna, brško ne. Res je, torej oddaja bo danes tekla beseda o bolečini. Ja, tudi v decembru bomo videli, da se bolečina izjemno pogosto pojavlja, ljudje se zelo pogosto, sicer celotno leto oglašajo v lekarni zaradi akutnih bolečin, takšnih in drugačnih, tudi kroničnih, potem bomo nekaj o tem rekla. Vendar naj povem, rekli ste mogoče manj primerna oddaja, pa vendar decembra so včasih bolečine, bomo kasneje videli zakaj, izrazito pogosteje prisotne pri določeni populaciji. Torej ja, bolečina, kaj je pravzaprav bolečina? Zagotovo, kot ste sami rekli, ima neki negativni prizvok, neki negativni predznak, je negativno, bom rekla, doživljanje nekega simptoma, nekega signala v našem telesu, neprijetna zaznava, ki jo vsekakor treba zaznati in jo seveda čim prej obvladati, če želimo, da ne eskalira potem v neke razsežnosti. To se pravi, veliko stvari ji pogojuje, to se pravi, jo lahko ojača, jo lahko, bom rekla, izboljša stanje. Na vse to imamo neko moč vplivanja, pa tudi o tem bo torej danes beseda tekla tekom oddaje. Morda takole, ljudje imamo različen, rečemo, prag bolečine, morda o tem še v začetku nekaj vodoma, nekdo ga malo nekaj zaskeli, pa že pojamra, pa ga že vse boli, drugi pa imajo bolečine dokazljive, pa pač so tiho, malce potrpijo, malce nekako stisnejo zobe, pravijo, da se da bolečina z umom, z psiho tudi kontrolirati koliko toliko. Ja, zdaj, če pogledamo res, kako bolečina pravzaprav nastaja, kakšne so njene te poti. Zagotovo so kot prvo pomembni ti bolečinski receptorji, to dejansko imamo v telesu posajene po celotnem telesu in ko se ti vzdražijo, potem ta električni impuls steče navzgor po hrbtenjači, v možgane in takrat mi bolečino zaznamo. Seveda pa ta zaznava, to se pravi bolečina kot taka obstaja. Sami ste pa rekli, ja, bolečinski prag je pa tisti, ki pove, kako bo posameznik na bolečino odreagiral. So ljudje, ki imajo, bom rekla, visok bolečinski prag, to se pravi, ste sami rekli, ga ne zmoti neka tudi huda poškodba, huda bolečina kot taka. So pa ljudje, ki pri neki malenkostni težavi pravzaprav govorijo ali pa opišajo neznosne bolečine. Torej, bolečinski prag, ki pa je izjemno, ga pogojuje oziroma je odvisen od same osebe, osebnostne strukture, če rečemo, tudi, bom rekla, okolja. Vemo, da tudi ljudje, ki so nekoliko, recimo, imamo kakšen slab dan, smo slabše razpoloženi, čustveno razrvani, če rečem, pod stresom, bomo bolečino nekako bolj hitro zaznali, jo težje prenašali, kot da se nam takrat bolečinski prag torej zniža, zmanjša. Po drugi strani pa vemo, tudi vzgoja tukaj igra neko vlogo, sploh nekoč, danes je to mogoče malenkost zgladilo, ampak nekoč, kako so vzgajali dečke v možene, morajo nekoliko stisniti zobe, višje bolečinske prage so s tem nekako privzgajali. To se pravi, tukaj danes mogoče imamo neko vrzel, pa vendar ja, imamo lahko neki enak držljaj pri človeku, pa vendar bolečinski prag potem govori o tistem, ali bo človek zaznal bolečino v neki jakosti ali ne. Zdaj, rekla sva, posajeni so ti bolečinski receptorji po celotnem telesu. To je vse res, pa vendar moramo vedeti, da so nekatera mesta, kjer bolečino mi zaznavamo točno takšna, kot je. Recimo, če rečemo, da se recimo, ne vem, poškodujemo, vrežemo v prst, točno vemo, tukaj je poškodba, tukaj je bolečina. In to tudi dejansko, potem tudi, če rečemo pri svojem delu v lekarni, veliko lažje potem tukaj začnemo z nekim samozdravljenjem oziroma težavo rešujemo. Do čim nikoli ne smemo spregledati oziroma moramo biti izjemno pozorni in to tudi našim gledalcem danes bom nekako skušala razložiti na bolečine, ki pa so prenesenega pomena. To se pravi bolečina, ki nam kaže popolnoma drugačno mesto, kot je vzrok. Govorimo recimo o bolečini srca ali pa bomo rekla srčni infarkt je takšen, nikoli nas ne boli konkretno v srcu, srce kot tako, ampak se bolečina prenese. Rama, leva rama, hrbet,
recimo v trebuh, zanimivo v čeljust, ne. To se pravi, popolnoma drugo mesto izžareva bolečina, kot je dejansko. In v tem smislu hočem povedati, da moramo biti izjemno pozorni, kaj nam bolečina sporoča in kako, da kakšnega hudega stanja torej ne spregledamo oziroma da znamo to zaznati. Prej sva rekla, ne, naša čustvena stanja, če rečemo, ne, prav tako izjemno vplivajo na to našo zaznavanje bolečine in tudi to imamo vedno v mislih, ko recimo imamo pred sabo pacienta, ki toži ali o akutni ali pa celo še huje potem o kronični bolečini. Govorite o kronični bolečini, ene so pač samo občasne, zaboli pa preneha, zaradi razpoloženja, zaradi različnih vzrokov. Kaj pa pravzaprav je kronična bolečina, to, kar nas boli non-stop? Ja, tako je, ne, akutne, pravzaprav smo se vsi srečali. Govorimo o nekih bolečini, ki se pojavi zaradi poškodbe tkiva, recimo, ali pa potem tudi kakšnega zobobol, glavobol, ne, to se pravi bolečina ušesa, to se pravi, vemo, tukaj je vzrok, to zdravimo, bolečina izzveni. Huje je, in pa tega tudi veliko, so pa kronične bolečine, ki trajajo, bomo rekla, kljub temu, da zdravi se človek z zdravili, kljub temu, da se išče, če rečeva, vzrok, pa kljub temu, da tudi vzrok mogoče se ugotovi, pa kar vztrajajo, ne. Takšne bolečine so recimo izjemno pogoste pri kakšni multipli sklerozi, revmatoidnem artritisu, bom rekla, obrabi sklepov in tako naprej. Tega je izjemno veliko, sploh v starejšem življenjskem obdobju, in ja, ta bolečina vztraja. In kaj je tukaj pomembno? Pomembno je, da tukaj seboj potegne zagotovo našo doživljanje bolečine ali pa tisti čustveni spekter, o katerem danes tudi govoriva. In tak človek, ki ima kronično bolečino, ne, zelo pogosto potem rečemo, bolečina včasih vzdržuje samo sebe, ker v tistej fazi, ko je človek slabo razpoložen, ko težje prenaša, ko so negativna čustva, kot ste uvodoma dejali, se pravzaprav zmanjša nastanek telesu lastnih, če rečem, protibolečinskih snovi. To se pravi, res takrat bolj boli, kot bi sicer, ne. Tako da tukaj moramo pri kronični bolečini tudi ta vidik zraven zajeti, ko govorimo o nekem zdravljenju, samozdravljenju ali pa suportu pacienta, stranke, ki pride tudi v lekarno, ne. Kaj pa storiti, ne? Zdaj sva pa pri tistem, ne? Kaj storiti, ko boli? Ja, tako to naši gledalci verjetno najbolj čakajo, ta odgovor. Naj povem, da ja, tudi lekarniške police se šibijo pravzaprav od zdravil, ki delujejo proti bolečini, govorimo o analgetikih. Pogosto so analgetiki tudi antipiretiki, to se pravi, znižajo vročino in rekla, pogasijo bolečino. Ja, tega je res, ampak tudi tukaj je več skupin, od tistih osnovnih, pa tam do vse tistih močnejših, ki jih lahko predpiše samo zdravnik na recept. Vendar želim povedati, da pravzaprav ljudje, ki imajo neki občutek, da so analgetiki pravzaprav in je res neprosto dostopni za vsakega posameznika v lekarni brez recepta, so pravzaprav med nami tako razširjeni, da včasih sploh več ne pomislimo, da vendarle gre za zdravila, ne, ki imajo lahko stranske učinke, ki imajo interakcije z drugimi zdravili, čeprav so v neki pogosti splošni uporabi, ne. Tako da vedno, ko človek v lekarno recimo pride ali pa ko se doma srečuje z bolečino, ja, vedno je treba imeti pred seboj, kje iskati vzrok, kako boli, kako dolgo boli, kakšne so neke sočasne bolezni, mogoče kronične bolezni tistega pacienta, kaj že vse jemlje na splošno zdravila, in na podlagi tega potem lahko izberemo res ustrezen analgetik. Zdaj, če gledamo nekoliko orientacijsko, ne, zagotovo v vsaki domači lekarni skoraj da ne manjka paracetamol, to se pravi, recimo govorimo o lekadolu, daleronu in kombinacijah, ne. Ja, to so zdravila, ki so najbolj splošno razširjena, pa vendar smo tudi pri paracetamolu pozorni, jetrni recimo bolniki, ne. In tukaj imamo potem recimo tudi kombinacije raznih analgetikov skupaj, lahko privedejo do neke sinergije izboljšanega učinka, lahko pa dejansko do prekoračitve odmerka. To se pravi, tudi pri teh najbolj prepoznanih ali uporabljenih smo pozorni. Če gledamo drugo učinkovino, ki je, bom rekla, tudi zelo razširjena, govorimo recimo o acetilsalicilni kislini, da bo našim gledalcem lažje razumljivo, govorimo recimo o aspirinu, ne. Ja, pa rečejo, vse to pa jemljemo že, ne. Ja, ampak zelo malo kdo pa ve, da recimo ni otroškega aspirina, včasih reče, otroški aspirin bi, ne, otrok do 12. leta
po acetilsalicilni kislini ne sme posegati, ne, zaradi morebitnih stranskih efektov, razvoja drugih simptomov, zakritja in tako naprej. Prav tako ljudje, ki imajo recimo težave z želodčno kislino, ki imajo kakšne razjede, ulkuse, astmo, da ne govorim o drugih težavah, prav tako smo tukaj izjemno pozorni. Potem skupina recimo nesteroidnih antirevmatikov, ki so tudi v lekarni brez recepta, recimo govorimo o teh splošno znanih nalgezin, esdiverin, potem brufen in tako naprej. To se pravi, vse to so učinkovita seveda zdravila, vendar ljudje, ki imajo recimo spet težave z želodcem, ki imajo težave mogoče s povišanim krvnim tlakom, tukaj smo potem izjemno pozorni, ko tako zdravilo torej svetujemo. Tako da ja, nekega splošnega priporočila zelo težko damo, pa vendar želim poudariti, vedno, ko izdamo zdravilo, je potreben nasvet, potrebno to vedenje zraven, če želi, da bo zdravilo ne samo, bom rekla, učinkovito, ampak tudi varno. To je izjemno bistvenega in to včasih ljudje v tej množici poplavi, tudi reklam, žal bom rekla, pogosto pozabljajo. Polonca morda še takole mene osebno zanima, jemljemo nek analgetik, primer ali pa katero drugo zdravilo, se ti bolečinski receptorji navadijo na to in potem več, bomo rekla, zdravilo ne prime, kot bi pričakovali, ali bi moralo, pa potem je primerno ali zamenjati, ali kaj drugega. Je to, da se telo navadi na to? Seveda poznamo prav res simptomatiko ali pa sindrom od analgetikov povzročen glavobol oziroma bolečina. Res je, drži. To se pravi, da se vrtimo v takem res začaranem krogu, ne? Če ne vzamemo boli, če pa vzamemo pa spet boli. To se pravi, začarani krog, ki ga pogojuje ravno to, kar ste govorili, prekomerna uporaba, nepravilna uporaba in dolgotrajna žal uporaba. Ja. Polonca, rekli smo, kaj narediti, ko boli. Pri vsem zdravniki iščejo diagnozo, iščejo vzrok. Tudi vi povprašate v lekarni kot magistra farmacije, kaj, kje, kako, kot ste prej omenili, ne? Kaj pa, če se vzrok ne najde? Pa vendarle boli. Sicer od drugega mi bolečine ne čutimo, ne? Lahko samo jo takole z izjavami zaznamo, ne? Kaj pa, če se vzrok ne najde? Ja, res je. Ogromno je takih primerov, to se pravi, ko predvsem kronična bolečina vztraja in vztraja. Torej, organskega vzroka ni, poškodbe ni, vse so dejansko preiskave dali skozi, ni nekega oprijemljivega vzroka. Govorimo o idiopatski bolečini, ki pa, kot ste sami dobro rekli, drugega boli. To se pravi, bolečina načeloma ni nikoli izmišljena. In dejansko vedno človeka, ki ga karkoli boli, njega dejansko to najbolj boli, kot ste sami rekli, se vemo še pesem pojem, moja bolečina je najbolj boleča. Ne? To se pravi, nikoli človeka dejansko v tem ne spregledamo, ne omaložujemo, kaj se ni ničesar, ne? Kajti ja, bolečine imajo, kot smo rekli, mnogoterne vzroke. In prej smo rekla, ja, ravno v teh decembrskih dneh predvsem ta bolečina zelo pogosto prihaja v ospredje. Vedeti moramo, da tudi vemo, razočaranje boli, žal boli, da osamljenost boli, prej smo rekli, ta negativna konotacija zadev pogojuje bolečino, manj faktorjev se izloča, ki bi bolečino oblažili in več stimulansov, ki bolečino okrepijo. To se pravi, ja, ni namišljena, boli tudi izguba recimo socialne varnosti, materialne varnosti. Te zgodbe danes izjemno veliko in bom rekla, predvsem v decembrskem času se to izjemno žal pogosto pojavlja. Tudi zato, ker so pričakovanja velikokrat veselem decembru, ki ga tako opevajo, previsoka, včasih potem realnost temu težko sledi in tukaj se potem ta negativna čustva zbudijo, ne zmorem, ne morem in začne tista osnovna težava izjemno eskalirati, recimo boleti. To se pravi, ja, takšne bolečine lahko seboj potegnejo potem razno, lahko so vzrok depresijam ali pa obratno, depresija je lahko vzrok bolečine. To se pravi, tukaj moramo biti izjemno pozorni, ko imamo takšnega pacienta pred seboj. Ne? In včasih rada rečem, v vsej tej strokovnosti zdravstvenih delavcev, osebja, tudi osebja v lekarni, ob vsej, bom rekla, paleti zdravil, kot smo rekla, analgetikov, ki so na voljo tudi v prosti prodaji, ne smemo pozabiti tudi na tisto človeško plat, da včasih, bom rekla,
čustveno stanje boli, da včasih tisto nihanje razpoloženja, psihične težave bolijo in tudi takega človeka moramo v tem nivoju ali pa segmentu nekako spremljati. Včasih tudi samo z tem, da poslušamo, da mu dejansko namenimo kako lepo in dobro besedo in tudi, če gledamo na bolečino iz tega vidika ali pa jo zdravimo tudi na taki način, ne samo z zdravili, ampak tudi z temi pristopi, sem prepričana, da bo veliko manj bolelo tudi v tem prazničnem decembru, ki je pred nami in prav to našim gledalcem želim. Torej, res lep december, ne bom rekla, da neki veseli, ker ne rabi biti, lahko pa je umirjanje, lahko je nekaj v sožitju z nam bližnjimi ljudmi in torej lep december brez, bom rekla, brez bolečine. Hvala, Polonca, navezujoč se na to namišljanje bolnikov glede bolečine potem ni. Recimo, bom rekla, tukaj bomo kako se že reče tem bolnikom, ki hodijo, pa in nič ni. Pa vendarle bolečina tam vztraja in človeka žal boli. Hvala lepa za današnjo razlago o bolečini, cenjene gledalke in gledalci. Takole v praznični december, tudi z manj prijetno rečjo, sama magistra farmacije, vodja Pomurske lekarne v Svetem Juriju ob Ščavnici, Polonca Fijan, vam je zaželela čim manj teh negativnih vtisov v mesecu decembru. Lepim željam se pridružuje tudi ekipa televizije AS. Srečno do prihodnjič.